Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTuba in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. Poleg tega, če spremljate tam kasneje, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili, in pa še priporočam se tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to všeč, in pa da tudi požene algoritem, da si ogledajo, da priporoča drugim ljudem in da si tudi drugi ogledajo. Tako, danes je četrtek, 21. maj in ja, zanimivo dogajanje. Mi smo zdaj tukaj na Bitcoinu, tukaj imamo 15-minutni časovni interval in tukaj je 4-urni časovni interval. Ja, gledamo malo višje časovne intervale zdaj. Kaj se je zdaj zgodilo? Mi smo očitno tukaj naredili dno. Ampak veliko vprašanje je zdaj, ali bomo mi tukaj dobili odboj in šli pobirati gor tole likvidnostno območje na okoli 78.500. Kje se zdaj mi odbijamo? Zelo zanimivo. Od tele trend linije, ki je prej služila kot podpora. Enkrat smo jo šli že testirati. Takoj malo potem po preboju in zdaj jo spet testiramo. In če želijo biki videti nadaljevanje rasti, morajo to prebiti in potem iti gor naprej. Ta prvo likvidnostno območje sem že omenil, 78.500, naslednje je pa tukaj na okoli 82.500, kjer je ogromno likvidnosti, kar smo tudi potrdili že v prejšnjih dnevih s tistim likvidnostnim grafom. Zdaj, če pa mi dobimo tukaj odboj in nadaljujemo s padanjem, nas pa čaka tukaj spodnja likvidnost vseh tistih, ki so stavili na rast tukaj in tukaj, kot smo označili glede na tale indikator. Ta prva je na 74.800 in pa naslednja na 73.600. Zdaj, zaenkrat izgleda, da bi se lahko naš trend nadaljeval. Kot lahko vidimo tukaj, imamo en lep naraščajoči trend, višji vrhovi in višja dna. In tudi zdaj smo mi naredili višje dno. Tako da bo treba zdaj še malo počakati in pa videti, kako se bo vse to skupaj razpletlo. Trenutno 15-minutni časovni interval, ja, tukaj zdaj delamo kot neke vrste skodelico, bomo videli, tukaj imamo tudi en mini trend in bo treba zdaj gledati, če bomo mi tudi tukaj naredili zdaj dno in pa odboj. Trenutno še ni potrjeno. V tem primeru bi se znala narediti tudi skrita bikovska divergenca, torej pri RSI-ju dno, nižje dno, medtem ko tukaj pa bi lahko naredili dno in pa višje dno. Ampak, kot sem rekel, najprej moramo potrditi tukaj tole dno, in potem bi seveda lahko rastli še naprej gor, da prebijemo tole padajočo trend linijo, od katere se trenutno odbijamo. Poglejmo zdaj še, tukaj, tale indikator, stanje trenutno je nevtralno, oba Bitcoin in Ethereum sta prišla v tole sredinsko območje, ampak je pa ogromno prejšnjih stav na padec, sploh kar se tiče Ethereuma. No, Ethereuma se bomo mi še dotaknili. Poglejmo zdaj še likvidnostna območja tukaj na tem likvidnostnem grafu. Trenutno imam naštimano na 24 ur, spodaj imamo
likvidnosti. Spet smo v nekem takem sendviču. V glavnem, spodaj imamo, kot lahko vidimo, 76.500 tam nekje. Medtem ko te tukaj zgornje smo mi že počasi začeli pobirati. Ta prva je bila na okoli 78.000, teh še nismo tukaj, 78.200 in pa 78.400. Te so zdaj kar precej blizu, tako da lahko bi nadaljevali naprej gor. Poglejmo zdaj še Ethereum, kaj se dogaja tukaj s tem našim Ethereumom. 15-minutni časovni interval bomo mi pustili, ker je čisto preveč cikcakasta situacija. Gledamo tukaj zdaj 4-urnega, kjer se nam razkriva boljša struktura. In ja, mi se zdaj trenutno odbijamo od tele naraščajoče trend linije, ampak ne smemo je izgubiti, ker če jo izgubimo, potem lahko pademo kar direktno dol do teh likvidnostnih območij, ki smo jih označili na okroglih 2000 in pa 1950 tam nekje, tako da te meje zdaj mi nikakor ne smemo izgubiti. Še vedno je v igri tale naš bikovski scenarij, torej, da končno dobimo odboj in končno že enkrat mi prebijemo tole mejo na okoli 2380 in rastemo naprej gor vse do tele meje 2800 in potem lahko tudi naprej do 3000. In to sem tudi že večkrat poudaril. Ogromno je tukaj likvidnosti od ljudi, ki so stavili na padec. In če zdaj mi dobimo že enkrat končno tale odboj, bi bili lahko vsi ti ljudje, ki so tukaj stavili na padec, kaznovani. Me pa nekaj moti, kar sem ravnokar zdaj opazil, samo malo. Ja, tukaj imamo vrh in pa zdaj očitno delamo nižji vrh. Medtem ko tukaj pa delamo višji vrh, bomo videli zdaj, če je to skrita medvedja divergenca. Trend, ta mini trend imamo navzdol. Tole bomo morali še potrditi. Stokastika RSI se tudi počasi pomika navzdol. Mora priti v tole območje, da se ga upošteva. Ampak dokler cena ne reagira, dokler mi ne izgubimo tele naraščajoče linije, ostaja stanje neodločeno. V igri so tako biki kot tudi medvedi. In ja, ta glavno besedo tukaj ima Nasdaq. Tukaj imamo zdaj dnevni časovni interval. Zdaj pred kratkim smo dobili en zelo majhen spust, ampak smo videli, kako se je tole odrazilo na kriptu. No, zdaj se počasi tukaj odbijamo in bomo videli, če bomo mi šli še naprej kaj gor, ali pa se bomo spustili vse do te linije tegale našega kanala, do te zgornje linije. To je bil zelo dolg kanal. In vprašanje zdaj je, če bomo mi šli tole zgornjo linijo testirati kot podporo in od te linije potem šele dobimo odboj. Tako da Nasdaq bo tukaj vsekakor za spremljati. Imamo pa tudi že eno skrito bikovsko divergenco, to sem tudi že prej gledal. Tukaj imamo eno dno in tukaj smo očitno naredili ta drugega, medtem ko tukaj
imamo dno in pa nižje dno. Bomo videli zdaj, če se bo tole izteklo in če bo rastel še naprej gor. Seveda, če bo rastel še naprej gor, potem bo rastel tudi kripto. Ampak kripto kar precej zaostaja za temle tehnološkim indeksom. No tako, seveda, če bo še karkoli dodatno zanimivega, če se bo zgodilo karkoli zanimivega, bom to dodatno obveščal preko Patreona, tako da če se mi želite pridružiti tudi tam, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. Če spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, ko sem rekel, da požene tudi malo algoritem. In pa seveda, če vam je to tudi všeč, s tem tudi izkažete podporo. Tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej in seveda se vidimo ponovno jutri ob 9. zjutraj. Čau, čau.